Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o financiranju zasebnih šol. Trenutno poteka v parlamentu debata o tem, ali naj se zasebne šole tudi financirajo iz javnega denarja, ker naj bi bila izobrazba za ustavo zagotovljena in da zato ne bi smeli delati razlik med otroci glede na to, kje se šolajo. Ali se šolajo v javnih, državnih šolah ali se šolajo v zasebnih šolah. Vsekakor je izobrazba pomembna, ugotavlja pa se seveda, da javni šolski sistem še zdaleč ni popoln, da ima številne pomanjkljivosti, da zelo travmatično vpliva na otroke, na učence, na dijake in da človeka ne pripravi efektivno na življenje. Kot alternativa javnemu šolskemu sistemu so se torej začele ustanavljati številne zasebne šole, kot so recimo Montessori, Valdorfska, rodovna šola, Lila in različne tako imenovane svobodne demokratične šole. Ugotovilo se je namreč, da se otrok največ stvari nauči, če se uči z veseljem. Veselje pa seveda prihaja od tega, da ima otrok voljo po učenju. Torej, da se sam odloči, kdaj se bo učil, kaj se bo učil, koliko časa, kje, s kom in tako naprej. Naš javni šolski sistem pa je prvič obvezen, torej je prisilen, sili vse otroke, da se učijo na enak način, ob enakem času, enakih informacij, od istega učitelja in da potem naredijo iste teste. Kot da bi bili ljudje vsi popolnoma enaki, kot da smo neka industrijska surovina, da nas vtaknejo v javni, industrijski, tekoči trak šolstva in da nas izoblikujejo potem v enake, standardizirane, končne izdelke. Da se reče, evo, tale izdelek človeške rase ustreza standardom in ga lahko postavimo na to in na ono delovno mesto in bo uspešno upravljal neko funkcijo po pričakovanjih. Ljudje pač nismo roboti, neki zombiji, ki bi jih lahko obravnavali vse na enak način. Vsak je individualno bitje, unikat, vsak ima različne telesne sposobnosti, mentalne sposobnosti, nadarjenosti. Vsak je šel skozi različno vzgojo, vsak ima različne starše, življenjske izkušnje in zelo nasilno je vse otroke vzgajati na enak način. Zato se seveda pojavljajo zasebne šole, ki želijo otrokom ponuditi veliko bolj prijetno izobrazbo oziroma način izobraževanja. Tako, da je končni produkt oseba, ki je samozavestna, ki ima veselje do življenja, ki je kreativna, ki ima visoko zavedanje
in ki je sposobna odgovorno soustvarjati na tem svetu v harmoniji z ostalimi živimi bitji. Zakaj bi torej denar, državni denar, namenjali samo javnim šolam, ne pa tudi zasebnim šolam? Kot da so zasebne šole nek luksus, namesto da bi se ustvarjalci javnega šolskega programa in načina izobraževanja zamislili nad tem, zakaj so sploh alternativne šole nastale. Zakaj javni šolski sistem ne zadovoljuje želja otrok in staršev in da bi se javni šolski sistem temu prilagodil. Vsekakor je problem v samem denarnem sistemu, v funkcioniranju držav, v določenih sebičnih interesih ljudi, ki si želijo samo dobička in zato se še naprej ohranjajo določene škodljive šole, pristopi v družbi, tudi škodljiva delovna mesta, kjer ljudje izgubljajo voljo do življenja, vzpostavlja se ekonomsko suženjstvo, obvladovanje, nadzor in velik razkorak med revnimi in bogatimi. Predlagam, da prenehamo s to norijo, da otrokom zagotovimo maksimalno kvalitetno izobrazbo in podajanje znanja na prijeten, preprost, učinkovit način, da se vzgoji učinkovite predstavnike družbe. Predlagam tudi spremembo glede delovanja denarnega sistema in države, da se zagotovi brezpogojno dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja na tem planetu. Glede boljših alternativ izobraževanja v Slovenijo Inštitut Mali genij iz Maribora uveljavlja tudi novo revolucionarno učno tehnologijo, za katero se je mogoče naučiti kateregakoli znanja na zelo preprost, učinkovit način, brez kakršnegakoli umskega napora. Kdor bi več želel zvedeti o tej novi učni tehnologiji, o predlogih za izboljšanje šolskega sistema, funkcioniranja denarnega sistema in celotne globalne ureditve, te ljudi vabim, da si ogledajo povezave v opisu tega videoposnetka in izkoristijo številne informacije in programe, ki jih pripravljamo za lepšo in boljšo prihodnost vseh živih bitij na tem planetu. Hvala za posluh in nasvidenje.